Stanovanje s prekrasnim razgledom na vrhu obnovljene stavbe v Ljubljani so opremili kar s 3 kopalnicami in razkošno teraso. Je moderno zatočišče, ki preseneča simfonijo barv. Na vrhu obnovljene meščanske stavbe v središču Ljubljane se skriva prostorno stanovanje. Lastniki lahko kar svoje terase poslušajo koncertno dogajanje na Kongresnem trgu. Marjetka me že čaka na terasi. Gospa Marjetka, v teh prostorih so bile prvotno pisarne. Kakšni posegi so bili potrebni, da so zdaj nastala ta razkošna stanovanja? To stavbo so v celoti prenovili in v njej naredili udobna razkošna stanovanja. Vsak ima tudi svojo teraso in pa hiša je pridobila tudi udobno dvigalo. Hiše so stare, tako da je zunanja skelet ostal enak. Notranjost pa je polepšan z temi, kot sem rekla, terasami, na katerih si je vsak ustvaril vrt in pa nek udoben kot za sedenje. Kakšne pa so bile želje, zahteve lastnikov po notranji opremi? Predvsem so želela imeti udobje in pa prostor za prijatelje in druženja. Par namreč živi sam v tem stanovanju, ki obsega kar precej kvadrature, 120 je ob vstopnem delu in v srednjem prostoru, potem pa se povzpnemo po stopnicah še v eno sobo, odkoder je izhod na veliko teraso. Najprej je bila ta soba predvidena za delovno sobo, za pisarno. Kot sem že omenila, imata pa pogosto obiske in sta to sobo namenila za goste, za spalnico gostov. Pritlični del, torej del, kjer vstopimo, je en sam velik prostor. Tako imamo v njem dnevni prostor, jedilnico, kuhinjski del in, kot sem zdaj rekla, zamenjavo, pisarno. Sedežni garnituri sta 2. Prav tako se vidi, da druženje so pogosta pri njima, je tudi velika jedilna miza in pa odprta kuhinja. Pa precej nenavadno se mi zdi, da so kar 3 kopalnice v enem stanovanju. Ja, taka kvadratura zahteva tudi to možnost, da ima tako tovrstno udobje. Iz spalnica ima svojo kopalnico, soba za goste tudi. Drugače pa so te kopalnice zanimivo tudi opremljene. Namreč vse 3 imajo po tleh in stenah mozaik, vsaka v svoji barvi. Ostala oprema pa ni tako razkošna, je bolj asketska, ampak se lepo usede v vsak prostor, vsako kopalnico in ima v bistvu vsaka kopalnica svojo zgodbo z opremo. So vsi 3 mozaiki oblikovno enaki, pa so samo barve različne, ali so tudi oblikovno različne? Točno tako, enaki so, oblikovno in kockice oziroma kvadratki so enakih velikosti, se samo barvno razlikujejo. Ampak se veš, mozaik je stvar prestiža, a ne, in se mi zdi, da je bil pravi izbor za to stanovanje. Ampak mozaik sam lahko mi umestimo tudi samo v del kopalnice, naprimer, kjer imamo tuš, lahko samo del stene med ogledalom in umivalnikom damo mozaik, mogoče stenski gabarit samo preoblečemo v ta okras. Rešitev in idej je veliko, a ne, in tudi za vsak žep so. Stene tukaj niso pod pravim kotom. To je stara hiša v središču mesta, ne vemo, kako so takrat gradili. Tako, kar malo počez? Ja, niso počez gradili, ampak te debele stene so bile delane, vse pač zidane, to so metrske stene, omet je bil nametan v večjih slojih, no, ampak v glavnem ta zidava je ostala taka, kot je, a ne, tudi po sanaciji. Kljub temu, da je zmodernizirano in prenovljeno, so ostale take majhne napakce. Nepravilnosti. Tako. Se pravi, niso koti? Ne, niso vsi koti pravi. Tako je imel mizar kar veliko dela, da je naredil šablone, da je povzel točne mere sten, zlasti pri spodnjih omaricah, kuhinjskih in pa pultu.
Stene so bele, ja, zato ker je tudi les dosti prisoten v stanovanju, na primer parket, pa potem stopnišče je v lesu, a ne, stopnice, ki vodijo višje nadstropje. In pa, smo pa se odločili skupaj z lastnikoma oziroma mladim parom, ki živi notri, da damo poudarke z živimi barvami, katere prostor tak dopušča, ne. Mi v majhnem stanovanju težko umestimo skupaj močni barvi, kot smo jih mi, turkizno in vijolično. Vijolična je barva prestiža, ne, hitro napolni prostor. Tako da je tukaj pa nekako se lepo zlije z ostalo opremo in barvami. Je pa tudi to res, da lahko te blazine in dodatne okrase v teh barvah menjamo, glede na letni čas, glede mogoče na kakšne praznike, a ne, okrasimo po želji in tistem trenutnem navdihu.